Zdaj, ta cikl legend Ljubljanske fakultete za arhitekturo zaključujem s profesorjem, arhitektom Alešem Vodopivcem. Aleš je, poleg tega, da je arhitekt, tudi teoretik, dolgoletni profesor na fakulteti in tako kot moja dva prejšnja gosta, tudi ti si študiral pri profesor Ravnikarju. Zdaj, tvoje arhitekturne realizacije je tako, na nek način je bilo zelo lepo, kako jih je povzel Peter Gabrielčič, ki je rekel, da Aleš je naredil malo, ampak kar je naredil odlično. Nisem vedel, me veseli. Ja. Ker tako, ko sem pol razmišljal, Madonca, se to je v bistvu boljš, kot da bi naredil veliko, pa še zraven veliko slabega. Ne dvom. Ja. Zdaj, v tvoj opus spada ta prenova festivalne dvorane na Bledu, hotel Jezero v Bohinju. Mislim, sam dependanco. Ta dodatek tam zraven. Ja. Potem ta čudovit pokopališki kompleks tle v Srebrničah. Tle moram jaz tudi vedno dopolniti. Mi smo delali samo arhitekturni del. To se pravi, to glavno alejo, vstopen objekt, servisen, pa upravni, pa poslovilni objekt, z vešcem in tako naprej. Medtem ko ostali del pokopališča je delo krajinskih arhitektov. Zato večkrat to rečem, ker zaradi avtorstva se mi zdi, včasih so bili mogoče prizadeti krajinski arhitekti, če je nekdo rekel, to je pa Vodopivci naredil sodelavci ali pa avtorji ta pokopališče. Zares smo že od začetka štartali kot enakovredni. Pravzaprav smo štartali skupaj v Grim, pa on je mene povabil, če to naredimo. On je delal itak pokopališča takrat. Ja. In sva si delali, skupaj smo koncept postavili, pa so si pa res zelo razdelili. Zdaj, nočem reči, da smo se seveda seznanjali z tistim, kar so drugi naredili, ampak vendarle je šlo dosta avtonomno. Arhitekturni del in pa ta krajinski del, kjer so vsa grobna polja tudi pa tako naprej. Tako da tam mi nismo imeli nič. Razumem pa, ne, to je jasno. To se mi zdi fino, da si poudaril, zato ker recimo zdaj že kar zadnjih, včasih je bilo zelo nenavadno pri privat hišah, da imaš še krajinskega arhitekta zraven. Praktično ni bilo šansa. Zdaj pa, odkar so ga, par mojih naročnikov so ga sami zraven poklicali in sem gotovo, da je to zelo fajn. Tako da zdaj kar redno ga imam že jaz v paketu in kar sodelujem z njimi, v glavnem Saro. In dejansko vidim, kolikšen doprinos tudi oni dajo k projektu. Ni zanemarljiv, tako da to se mi zdi zelo lepo, da si posebej izpostavil, kaj je tvoje, pa kaj njihovo. Ja. Potem najdu sem telovadnica v Stražišču pri Kranju. To niti nisem videl. Se pa spomnim bolj tega dela, ker sem bil pa tudi na predstavitvu, ki je imel stanovanjski sklad ta Lamela A, tega vzorčnega bloka. To mi je bil tudi tako zelo zanimiv projekt, še sploh, ker ste se 4 najdli, se pravi, in se je v enem bloku nekako 4 pristopi do stanovanj, 4 principi, ampak kljub vsemu je blok, se mi zdi, da kar dobro funkcionira, vsaj kolikor ga jaz tako poznam. Dobro, za sabo imaš potlej še cel kup publicistike. Dobil si tudi Platina Zvinčnik od naše zbornice. Ja. Zdaj, jaz sem te kot študent na fakulteti žal zamudil, ali pa prehitro, kakor temu rečeš, zato ker sem prej diplomiral, kakor si ti prišel na fakulteto. Sem pa to potem, v bistvu moje te sodelavke, ki so počasi kot študentke kapljale, meni so me opozorile, profesor Vodopivc ima pa res dobra predavanja. Tako res zanimiva. Ja. Sem rekel, pol pa moram tudi jaz to slišati in sem rekel, grem probat.
In mi ni bilo žal, no, da sem odsedel tisti semester tvojih predavanj. Mislim, žal mi je samo, da sem ga odsedel eno leto prepozen, ker en let prej si predaval še en drug sklop, ki si ga pa v tistem letu ravno predal, pa tistega pa nisem ujel. Zdaj, da sva se pa malo bolj tako spoznala, sva se pa v bistvu, kar je pa tudi po svoje zanimivo ali pa smešno, prek človeka iz čist druge celine, ne, prek Glena Mrketa, s katerim jaz sem bil pri njemu na tem masterclassu, videl sta pa že tako, mislim, da kako bi se danes rekel temu BFF, Best Friends Forever, bestiča, ne. Tako da, ja, lepo pozdravljen. Hvala za vabilo. Ja, res sem vesel, no, da se vem, da si malo zadržan, ampak res sem vesel, da si vzel čas, pa prišel sem, pa da... Zdaj imam veliko časa, ko sem v penzionu. V redu. Sploh me je pa to Ravnikar naučil, veš. Česa? On nikoli ni rekel, da nima časa. Aha. Pri čemer je delal, takrat, ko sem jaz študiral, so gradili trg revolucije, no, zdaj trg republike. Ne. Ja. Skratka, eno delo, ki je po obsegu večje, kot ima katerikoli moj kolega, ki nikoli nima časa. A veš, tako da, on je res, kadarkoli si je kdo mislil, ali gremo na pijačo, ali kaj, je imel čas za to. No. Ja. Če je bil zanimiv pogovor, ali pa če je pričakoval, da bo zanimiv, no, skratka, ne spomnim se, da bi kdaj rekel, da nima časa. In to me je frapiralo, predvsem, kar je on počel, obsegu dela, ne, danes, ko gledam še, ker sem tudi jaz že malo v zrelih letih, ne. A veš, ta opus, ne, narediti, toliko zgraditi, toliko sprojektirati, kar je tudi nezgrajenega veliko stalo, toliko natečajev narediti, toliko tekstov, preko 200 tekstov napisanih. Slikarski opus, ki še razmeroma ne znam, pri čemer je dvakrat poskusil reformo šole narediti. To se pravi, da nisem učil predmetov svojih, ampak ga je res zanimala usoda šole, ne. To danes ni sposoben nihče, ne, tega vsega. In pri čemer pravim, da imamo vedno čas. Vedno čas, ja. Ja. Zdaj smo vsi prepričani, ne, da, a veš, da je treba delati tudi čez vikend, da sobote, nedelje, popoldne, zvečer, tako naprej, nikoli nimamo časa, ne. To je po moje bolj vprašanje, da verjameš, da je tako pomembno tisto, kar počneš, ne, da za druge reči nimaš časa. Ampak pusti. Ali pa organizacije. Tudi mogoče. Ravnikar ni bil zelo, mislim, bi težko rekel, da je bil zelo organiziran človek, ne. On si je pa samo za pomembne stvari vedno čas vzel. Tako, ja. Druge je pa... Absolutno, ja. Ja. Ker se to mi je bilo zanimivo, kako je Gabrijelčič pravil, da so delali, ampak polk je bilo enkrat tako, rekel, dajmo zdaj, tle pa so šli v štarijo, pa... Si ti tudi še doživel ga v taki obliki, da... Ja, jaz sem imel to srečo, veš, mene je Gabrijelčič, pravzaprav prek Gabrijelčiča, tako da moram reči, da to je nekaj, za kar sem mu še danes res hvaležen, no. Me je spravil ta krog in Ravnikar je tak, da je hiter znal pri človeku najti, pa spoznati, kaj so njegovi interesi, pa v katero smer bi ga bilo mogoče pametno usmerjati, ne. Aha. In tako me je pol povabil parkrat ob Petru, da smo skrb nekaj natečajev naredili sami trije, mislim, on je delal, mi so risali. Ja, da se je tako, ja. Makete dela, ne, dajmo, vse jasno, ne. Ja. Ampak takrat se pa tudi zbližaš, ne, a veš, ti se je bilo res, zame izjemno pomemben, moram reči, izkušnja, no, ki me je zaznamovala za cel življenje. To druženje z njim, ki je pol ostalo, vse to je znano, no. Mi so se le družila do konca, ne. Aha. Ja, tako kot si rekel, to te zaznamuje za cel življenje. Mislim, take močne osebnosti, ne, so sigurno, to je, lahko rečeš, sreča ali kakorkoli, no. Ja, no, sreča. V življenju, da prideš v bližino enega tazga, ki je pol... To, da prideš v bližino je, no, malo sreče, malo pa tudi nekaj naključja, ampak to, da ostaneš v bližini, pa že pol ni več sreča, je pa kar, se moraš pa malo potruditi, ne. Ja. No, tako, ker si zdaj rekel, podobno izkušnjo sem imel z Lajovcema, ne. Jaz isto, tlele gor na Cankarju sem previsil dneve in vse, razen čez vikende, ko smo pa pri njemu doma v Črnučah ponarisali. Tako da,
Jaz sem ga malo kasneje verjetno spoznal. Ne, prej po moje. Ker mi smo bili tudi dela, veš, en čas nedolgo biroja. Vem, s Kobetom imela skupaj noto, ampak mi smo bili tam na čestico. Ker takrat je razširil. Tam je imel Košak. Ja, Košak, pa mi dva s Kobetom, mislim pa par sodelavcev, kadar smo jih imeli enkrat več, enkrat manj. Pa mi, kdo je bil še tam, veš, da ne vem. Jaz vem, da je bil Košak tam, ampak kadar sem kaj s Košakov delal, sem v glavnem v Murglah pri njemu doma. Tako, kadar me je posodil. To je bila izjemna generacija Košak, Lajevc, mislim tudi intelektualno. No. Ljudje so imeli take knjižnice, da dosto težko najdeš. Ja, sej. Res tudi niso imeli samo knjižnice, pa so brali tiste. Ja, tako je. Mislim, nikoli ne pozabil tam na njegovi podstrehi, tiste teniske omarce, vse tam. Absolutno. Zadnjič sem nekaj pospravil, sem gotovo, da bom še zmeraj eno njegovo knjigo sposojeno. Veliki arhitekti 3. Temu ne boš mogel govoriti. Ne, žal ja. Ampak, če sem prav dobil eno informacijo, ti nisi štartal z arhitekturo, ti si najprej šel na gradbeno. Ja, ampak ne vem. Meni se zdi tako zgodaj, da človeka tam v 18 letih, 19, pričakuješ, da se bo odločil, kaj bo počel v življenju. Jaz moram reči, da jaz nisem bil že kar predestiniran za arhitekta, daleč od tega. In pa sem njihov med različnimi področji. Takrat so bili neki razgovori, tako da smo se šli, nekim psihologi so to vodili, pa so neke teste delali, kjer imaš bolj afinitete za katera področja pa tako naprej. Tudi tist mi nekaj dosti pomagali. In potem je bila tako, moraš, da se večkrat sprašujem, pa nikoli ne vem, zakaj sem se vpisal pa na gradbeništvo. Ampak to je bil pa za mene tak kulturni šok, tako da samo že v prvem letu sem se zelo slabo počutil, res. Interesi tudi kolegov so bili čisto drugačni kot moji. Drugim vicom so se smejali, no. Res, to je drug svet. A veš, da velika večina jih pride iz srednje gradbene šole. In takrat je bilo mogoče to še dosti bolj se je razlikovalo. Ljudje, ki so prišli iz gimnazije ali pa iz srednje gradbene šole. Tako da sem se, čisto enostavno nisem videl tam. Sem sicer naredil prvi letnik, se še vpisal drugega, pa me je kar nekaj spreletelo, da dajmo pa vse še zraven poskušati iti na sprejemni izpit na arhitekturo, pa sem začel še na arhitekturi. In pa so se kar dosti smažili v prvem letniku, tudi nekateri pedagogi so mi rekli, da ne bom mogel bojga, pa sem pa tisto pustil, gradbeno sem pa pustil. So mi tudi zelo veliko priznali, tistih zoprnih izpitov, matematika. Te reči, ena izmed idej je bila, da bi šel matematiko študirati, jaz sem imel rad te predmete, drugače, mislim, mi niso pomenili problem. Ampak v arhitekturi si se takoj boljš počutil, mislim, že na šoli, glede kolegov, pa tudi glede samega dela, pa dialoga z pedagogi. Ja, si predstavljam, zato ker jaz pa ravno izhajam iz srednje gradbene, ker meni se je pa tako zdelo. Moja mama je arhitekt in sem mislil, jaz bom arhitekt ne predestiniran, ampak to sem si predstavljal, preden sem začel v osnovno šolo hoditi, da bom jaz to kar ona, ker sem skozi gledal, kaj je risala. In zdaj pa treba iti v srednjo, arhitekti gradijo, se pravi, gremo na gradbeno. Pok. Je pa to sigurno blači z druga kasta, ne kasta ni ta pravi izraz, ampak drug tip ljudi. Tako da dejansko mislim, da iz generacije sem bil en zelo redkih, ki je potlej šel na arhitekturo. Večina je šla ali ostala. Mi smo bili tako vzgajani za to, da bomo na gradbišču terali gradno naprej. Tako da zelo malih je šlo sem. In potem, ko si pa prišel na faks, pa si takoj pri Ravnikarju, ker takrat je bila ta delitev Ravnikar ali pa Bihevcar, kako že? Ja, ampak to je bilo po moje šele ne takoj v prvem letniku, ne. Jaz sem pa tu srečal, da sem par starejših kolegov, ki sem jih poznal, ne vem, od tabornikov pa tako naprej, ne iz fakultete, ki so pa arhitekturo študirali kakšen let, 2 pred mano in tako so me enkrat pa, eni od teh so me povabili, da sem šel Vojtku Ravnikarju pomagati.
Mislim, da je bil 6 let starejši od mene. Tako da je takrat že pustil fakulteto, ni diplome žal ni imel, ne. Še takrat dokončal, ne. Ampak sem mu tam pomagal par natečajev, mislim v večji ekipi, kot sem me kot zelenca zraven povabil, no, da sem maketar nekaj, rad sem makete delal, pa takrat se vse na roko risali, bilo zelo kolektivno. Jaz se opravičujem. Pri njemu je bilo to izjemno zanimivo zame, zelo dragocena izkušnja, no. Tudi zelo drugače, kot so biroji danes. On je bil že kot človek en tak, zelo rad je imel glasbo, zelo rad je imel družbo, zelo rad je imel. In meni se je zdelo, kot prišel na eno hišno zabavo, no, ko smo te natečaje delali pri njemu. Takrat se je poslušal Miles Davisa, pa naprej, tudi kaj se je spil, ne samo vode, večer, popoldne zvečer se je delal. In res, skozi je bila nekaj vrste, bi človek rekel, za frkancije, ampak kljub temu, da se je delal zelo resne projekte. Pa po mojem, zahvaljujoč njemu, predvsem zelo lepe projekte. No. Tako da on je imel kar nekaj uspeha, takrat že v slovanskem prostoru. Ne. Kljub temu, da, kot pravim, še ni imel uradno diplome, ne, se je s tem kar malo sprijaznil in pa to. Ampak to nas je bilo kasem 5-6 ljudi. Pa se je začel res iz tega prijateljstvo razvijati. Tako da jaz sem, moram reči, celo na nek način, kar je hecno, nek sta oba ravnikarja, pa nisem načel sorodom. Sem celo prek Vojteha prej začel razumevati, kaj arhitektura ne bi sploh bila. No. Veš, še danes je težko v enem stavku zajeti definicijo arhitekture, kaj sploh je arhitektura. No. In pri Vojtku se je zelo videl, on je zelo razumel prostor, no, ali pa eno posebno dojemljivost za prostor je imel. No. Pa predvsem je imel grozno rad arhitekturo in je znal ta svoj navdušenje prenesti na druge. No. Tako da pri njemu sem pa, bolj kot pa na šoli, sem pri njemu spoznal, da bo to področje, na katerem bom ostal. No. Tako bi rekel. Tako da njemu sem bil tudi izjemno hvaležen, moram reči za to. Me žal, da mu tega nisem nikoli tako lepo povedal. Ni bilo prilike. Ja, to je, vidiš, tukaj v tem odstavku si par usporednic, ki jih imam jaz z Janezom povedal. Ne. In to navdušenje in kako so se natečaji delali. Dobro, razlika je bila v tem, da mi smo poslušali neko muziko, ampak je on prišel in dal pa na klasiko. No, program Mars. Ki se je bilo pol v tistem času zame, danes bi mi bilo to pasalo, takrat mi je bilo pa kar malo muke. Veš, jaz mislim, da so tudi računalniki so zelo spremenili ta odnos v kolektivnem delu, ne? Ker je dosti bolj vezan direktno in vsak v svoj računalnik gleda. Takrat smo pa res, jaz se spomnim, kad zadnjo noč, ko se je model, ne, preden se je skopirali pa oddali, to smo včasih situacijo risali 3 naenkrat, a veš, tako skrbnitva sedijo, pa tretje tam sedi. En je klinu, drug je pa že risal na drugi strani. En je že sencu, a veš, tle, dejansko, no, in je bilo, eno mesto je jasno, je bil razgovor, tudi od stvari, ne, dosti bolj je bilo kolektivnega duha, no, tako bi rekel, eno druženje je bilo, ne, tudi to prijetno druženje, ni bilo samo delo, no. Tako jaz mislim, to danes zelo manjka v teh birojih, no. Tega sem jaz kasneje zelo malo videl, pa pogrešal. Se mi zdi, da je to zelo škoda, ne? Da se je to zgubilo. Ja, sam, čim so zdaj računalniki, to z računalnikom, tudi če imaš biro skupaj, je. To je cena tega, ja. Žal. Ker teži. Ja. Aha. In poleg Ravnikarju, tle profesor Ravnikarju, te pa praviš, da je pa Gabi pripeljal. Po moje tam jaz mislim, da je bila konc drugega, začetku 3. letnika, ne. Ravnikar je imel takrat to veliko sobo na koncu, ne, tako kot je Plečnikova na drugi strani, pa imel pa te še te manjša 2 taka kabinetka, ne, tisti, ki so najmanjši. No in v enem je Peter takrat neformalno pa že začel kot nek neformalni asistent, ker se je Ravnikar razšel, prav takrat, ko smo mi študirali, s svojimi temi asistenti uradnimi, ne. Razšel? Kar je bil tu, ja, to je bil Jože Koželj, pa Richter, pa Bonča, ne, to so bili takrat uradno njegovi asistenti, ampak on se je prišlo je do nekega spora, no. In enostavno jih na nek način odslovil, ne. In potem je Peter malo prevzel to, rečemo, neuradno asistenturo, no, da mu je pomagal izvajati predmete, pa tako naprej. In tam je potem mene tudi povabil včasih v kabinet, pa smo se začeli pogovarjati in tako naprej. Tako je prišlo do teh stikov, no. Potem pa, kot pravim, pa v natečaje, pa tako naprej.
Pa ste dosti delali tako, mislim, koliko je bilo te mešanice za njegov biro, pa za študij? Pa... Jaz nikoli nisem za biro delal njegov. In večkrat pomislim, da mogoče tudi skozi to med nama nikoli ni prišlo do nekih napetosti, ki v biroju pridejo, ne se veš, zaradi rokov, zaradi investitorjev, posebno te dela, ki je on imel, kot je Trg revolucije, pa pol Cankarjev doma, veš. To je bilo res malo vojaške discipline, ki on ni lahko prenesel, ker je Zemljarič vodil te reči, ne. Zemljarič je bil pa le drugačen človek po značaju, ne. Sicer je verjetno zelo močen organizator, ampak en drugačen način, kot si Ravnikar to predstavljal. Za Ravnikar je bilo to neke vrste trpljenja v veliki meri, ne. To delo, ne, ta pritisk, veš, da se jim udeli, da je treba na gradbišče odnesti, on se pa še ni odločil, pa tako naprej. No. In jaz sem z tega tudi med sodelavci, veš, prihaja do nekih, ker te tam nekdo pritiska, mi bomo danes betonirali, moraš prinesti načrt, profesor tistega še ni videl, pa včasih pa sodelavci popustijo, pa nesejo tja in z tega prihaja pa do nekih težav. Jaz, kot pravim, nisem bil nikoli vpet v njegova izvedbena dela prek biroja, ne. Ampak smo delali na tečaje, idejne zasnove, pa tako naprej, no. Na njegovo inicijativo, ne, pa pod njegovim vodstvom. In to je bilo pa dosti bolj sproščeno, pa prijetno delo. Pa dosti bolj intimno, ne. Tam smo bili res, vse na tečaje, kar se jih ni bilo toliko, ne, 3. Se spomnim, no. Vedno smo bili pravzaprav sami 3, Gabrijevičič, on pa jaz. Jaz sem bil najbolj... Ni bil nikoli še takrat zraven? Ne, noben drug, ne. Okay. To je bilo zelo prijetno delo, no, tako, kot pravim, pa tudi Peter je vedno pa zamudil, ne, tako so velika sama z Ravnikarja, veš. In on je tudi človeško zelo prijeten pa duhovit, ne, če se tako na 4 oči, dosti bolj kot pa v eni veliki skupini. On je rado zadržan, kadar je bilo veliko ljudi, ne, se je zelo spremenil, no, in ljudje ga poznajo seveda večinoma na ta način, ne. Jaz sem imel pa res to srečo, da sem ga lahko spoznal tudi bližje in ga imam na drugačen način sem ga doživljal, no. Ja, seveda, to je, če si tako ena na ena z neko tako persono, je to sigurno čisto drugače. Se pravi, to te zaznava za celo življenje, ne. Jaz sem to večkrat omenil, pa to rade volje povem. Absolutno, ne, tudi na moje življenjske nazore je vpliv, ne samo na moje razumevanje arhitekture, veš, ali pa vrednote, ne, pa tako naprej, ne. Ja. Pa te, se spomniš Richarda, iz te delavnice v Trenti, ki smo imeli, ne? Ja, seveda. No, on je pravil, kako, on je pa takrat, ko je Utzon opero projektiral, je sta jadrala, pa se vozila okoli, pa to, ne. Ja, midva z Ravnikarjem nisem nikoli jadrala. Smo pa ne z Leteska hodili, pa tudi v teh manjših skupinah, ali pa spomnim se, naprimer, ker Peter šel še vojsko služiti, ne, sem šla sama z Ravnikarjem obiskat, sem šel prenočila nek, ker je bilo malo dalj, ne. Aha, še celo tako. Tako da, ja, veliko teh anekdot, no, ko se jih zdaj spominjam, ampak... Ne povej kakšno. Ne, tako zdaj, da se nekaj spomnim. Jaz tudi nisem dosti sistematičen človek, mi je malo žal, ne, da si nisem več zapisoval, ker sva sama hodila. On se je najbolj razgovoril, kadar sva bila sama, ne, in pod tem, ko sem študij končal, pa že vojsko odslužil, sva se začela tako dobivati, pa je skup zvečer, no, v kakšno primestno gostilno, ne more take avtentične prostore, no. In takrat si moral verjetno kaj zapisovati, ne, kar je on pripodoval, no, pa nisem toliko, žal nisem toliko sistematičen človek. Zdaj mi je žal. Ja, lej. V življenju je tako, no. Mi pa prihaja po reči zdaj, veš, kasneje, kar je tudi marsikdo prav, pa je to zelo res, ne. Kasneje se spominjaš marsičesa kot pomembnega, kar si takrat mogoče spregledal par v hip, ne. Ja, te razumem, ja, ker tako v retrospektivi jaz isto, kar nase gledam, si tudi rečem, Madonna. Tako priliko sem imel, sem veliko časa z Janezom preživel, ampak če zdaj gledam nazaj, bi ga pa moral še 10krat toliko, ali pa res vse, pa ne vem, se spomnim še nekaj let nazaj, me klical, Matej, tlele nama en sfalil, a greš z mano pa z Mehtikom gremo smučati. No, pred sezono se rekel, zdaj jaz pa viš, kako bom jaz, takrat sem glih začenjal tole in se rekel, nemogoče, ampak
Ma kaj, ne Nisem imel mogoče. časa, ne. Nisem imel časa, budalo. Ja. Ne? Namesto da bi rekel, Ja. ma, vse bo počakal, valjda. Ne? Ja, lej, nimaš kaj. Lej, noben se pameten ne rodi. In pol, ki si diplomiral, pa kje si pa pol delal? Pa smo pa zelo hitro začeli. Najprej smo bili Kobe, Grcaroli, oni dva sta že prej nekaj režijskega dela. Pa smo pa mi trije skupaj naredili nekaj natečajev. Z Juretom smo se začeli, mogoče že celo v času študija, veš, da ne vem. Ampak z Juretom smo se začeli pol družiti tudi, ker smo 2 leti so skupaj študirali še filozofijo paralelno. Sem bil jaz po mojem Ja. 3., 4. letniku, jaz se ne spomnim točno, ampak škratka, no. In tako da smo se družili, no, na več različnih načinov, ne. Mogoče kdaj tudi že prej prek Vojtka, ne. Do konca pa sama z Juretom ostala, pa sva kar nekaj slučajnih natečaj zmagala, pa smo pa neko, kaj se, če temu ne moreš reči biro, no, takrat sploh ni bilo Ja, biroja, takrat ni ne, bilo, ja. na Jugoslavija, ne. Ja. Ni bili niti, Lajovce je bil izjema, ki ima en tak, Ja, pa kar tudi ne neke vem vrste- točen, kakšen Ja, status so imeli neko. ampak on je bil sposoben, podjetni je bil, no, pa je znal nekaj najti, no. Ampak smo imeli neko manjšo enoto, ko smo pač delali prek avtorskih agencij pa tako naprej. Tako je. So delavci pol te projekte, ampak vedno prek nekega podjetja, ne, a veš. Tako da se je tako začel, tako smo bili kar nekaj let. Potem smo se pa priključili Lajovcu v enem obdobju, Lajovčevemu biroju. Ja, ja. Nikoli nismo skupaj z njim kakšnega Benen? projekta delali, ampak kot biro smo bili skupaj, ne. Pa se je še Grega Košak, pa enem obdobju, mislim, da je bil tudi Mihelič, kljub temu, da je ostal gor na konstrukti, ne, ampak da je bil vezan, a veš, podjetje, da je bilo kot, vse skupaj je šlo kot AB biro, no. Oziroma, ja, vse je bil AB biro. Ja, AB biro. Ja. Zate pa za Kobeta vem, da sta bila neki zraven, pa nisem točno vedel, kako. Ampak mi Za smo bili Košaka svoja enota, itak, ja. tako kot Košak, ja. Jaz se tudi znotraj tle na Cankarjevi imel, kako je mu je bilo že imel enega, ki je sam lekarne risal, čisto svoja enota, one man band, ki je to. Medtem, ko Janez je imel pa une 2 sodelavke, Ireno pa Mijo, ki sta šopale. Ja, ne vem, kakšna organizacija je bila to. On je tako nekako. Jaz se nisem nikoli spraševal, pa smo imeli tam tudi neko skupno tajništvo, neke skupne finance, pa tako naprej. Par let je to šlo, no, pa niti ne vem, na kakšne. Mislim, da smo pol takrat, ko se je Arheje pa Desa, ne, ko se je ustanovil Kajhravski, takrat smo pravzaprav pol tega biroja nismo več rabili, pa je šlo to pol počasi narazen, brez kakšnih konfliktov, čisto sporazumno, ne. Ne, on pa v nekem obdobju, še takrat sem bil, on se je zelo takrat v politiko vrl in tiste pa pol nas vse malo dol nesli, ker ga ni bilo, ne. Aha, ja. Mislim, mogoče vi tam niste toliko čutili, sem tle pa dejansko. Ne, mi nismo, kar pravim, nismo bili projektantsko niste nič bili vezani nič. na njega, ne.